Z različnimi aktivnostmi se povečuje psihofizično kondicijo, pozitiven pogled na svet, izboljšuje se tudi splošno zdravstveno stanje človeka. Naše mesto ob Dravi ponuja različne programe, ki starostnikom omogočajo aktivno preživljanje prostega časa in vključevanje v družbo. Ker smo partner v projektu Večgeneracijski center Štajerska, da vključujemo v posamezne aktivnosti tudi starostnike, ampak v tej povezavi z otroki in z mladimi. Recimo med počitnicami smo z otroki obiskali dom starostnikov, kjer so se skupaj otroci in starejši igrali družabne igre. Potem gremo recimo skupaj z njimi na balinanje, na bralne maratone, ki ga vsako leto organiziramo. Smo letos povabili tudi starostnike, da so svoje pesmi, lastno poezijo ali prozo prebrali. Zdaj, programi za tretje življenjsko obdobje so zasnovani v smislu jezikovnih tečajev. S tem mislimo na nemški jezik, angleški jezik, potem je tu tudi španščina, italijanščina in pa včasih mogoče tudi francoščina. In na drugi strani so IKT vsebine, to se pravi programi računalniškega opismenjevanja ali bolj mogoče kakšni Facebooki, Twitterji, to se pravi, kako te zadeve uporabljati. Torej, v lanskem šolskem letu smo ponujali 47 različnih delavnic in tečajev. Lahko jih delimo recimo v skupine rekreacija, to je dva termina vadbe joge, potem telovadba, kegljanje, tibetanske vaje, izobraževalni tečaji so zelo obiskani tečaji tujih jezikov, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, potem recimo vaje za spomin, to je trening možganov, potem recimo kuharska delavnica, fototečaj, računalniški tečaj. Skratka, res bi jih zdaj vse zelo težko naštel. Večina omenjenih dejavnosti izvajajo prostovoljci. Vse te aktivnosti so brezplačne. Za otroke so brezplačne in kadar tu v okviru teh programov vključujemo tudi starostnike, seveda tudi za njih brezplačno. Če pa se vključijo kot prostovoljci, pa pravzaprav veliko pridobijo tudi skozi to, ker imamo za vsako prostovoljsko delo pri nas tudi usposabljanje, izobraževanja, ki so seveda brezplačna. Povrnemo pa seveda tudi stroške v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela. Je večina naših voditeljev delavnic prostovoljcev. Ti prostovoljci vodijo te delavnice popolnoma avtonomno, gledamo, da so seveda tudi strokovno usposobljeni za vodenje teh delavnic in ravno njihovo prostovoljstvo nam omogoča, da so potem programi brezplačni. Dodatne aktivnosti ponujajo tudi ob različnih priložnostih, na primer v tednu vseživljenjskega učenja. V tednu vseživljenjskega učenja je tudi parada učenja, to pa ponujamo brezplačne delavnice, predavanja, usposabljanja, kar pomeni, da to pa lahko pridejo kdorkoli in ni povezano z nekim finančnim vložkom. Veliko starostnikov postaja veščih uporabe elektronskih naprav in informacijske tehnologije. Udeleženci največkrat kar sami poskrbijo, da tudi drugi izvedo, kaj se dogaja. V veliki večini pa se teh aktivnosti udeležujejo ženske. V svojem prostem času obiskujem tudi jezikovne tečaje, ker so dobri za memorijo in posebej italijanščina, pa to sem kot otrok, ker sem se rodila v Trstu, znala in zdaj malo obnavljam. Sem profesor nemščine pa italijanščine, ampak nisem nikdar opravljala svojega poklica. Tako da sem pol šla v gospodarstvo, zdaj sem pa upokojena. Ja, in moram reči, da je treba biti kar umetnik, da prostih 24 ur nekako razdeliš in sem se odločila, da nekje uporabljam tisto znanje, ki ga nisem mogla pokazati oziroma da se izrazim tudi kot pedagog. Najstarejša prostovoljka, ki v društvu Toti DCA Maribor poučuje nemški jezik, ima kar 84 let. Tudi to je dokaz, da nam starejši ljudje dajejo modrost življenja in predvsem vednost, da v življenju nikoli ni prepozno, da počnemo to, kar si resnično želimo.